Dobrodošli. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji popoldanski virtualni kavici Coffee to Connect. Naj bo to kavica z optimizmom. Danes se bomo pogovarjali o človeških možganih, o enem izmed naših najpomembnejših organov, predvsem o tem, kako skrbeti za njih. Ni pa to zgolj naš najpomembnejši organ, ampak je z vidika obdelave vseh informacij tudi eden izmed najkompleksnejših sistemov, kar sploh obstajajo na našem svetu. In zaradi tega jih marsikdo primerja z računalnikom, ampak kljub temu naj poudarim, da so naši možgani veliko bolj zmogljivi in zapleteni od katerekoli sodobne tehnologije na današnjem svetu. V izjemno čast nam je, da danes gostimo odlično sogovornico na to tematiko, ki ta sistem zelo dobro pozna. To je profesor dr. Maja Bresjanac. Maja je profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, je nevroznanstvenica, je soustanoviteljica Društva Synapsa, Društva za nevroznanost. Maja, lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste danes z nami. Hvala vam za povabilo. Še predno začneva, naj povabim vse najine gledalce, da lahko zastavite katerokoli vprašanje na vaši desni strani v chatboxu in ga bova z veseljem odgovorili. Tako da, Maja, če kar začneva, trenutni časi so precej drugačni, a ne, od tega, kar smo vajeni. Kaj se dogaja trenutno v naših možganih? Resnično so časi nekoliko drugačni, ampak od tistih, ki smo jih recimo v grobem, če tako rečemo, vajeni, ampak v resnici se vse skozi časi spreminjajo in vsak dan se soočamo z vedno novimi izzivi. Naši možgani pač kot del celotnega organizma, znotraj katerega so vajeni prejemati informacije in pravzaprav jih glede na predhodne izkušnje procesirati in nekako narekovati naše vedenjske odzive in fiziološke in biokemične odzive v organizmu, se v teh časih zelo verjetno počutijo podobno kot v vseh drugih časih. Seveda je pa v tem, kako doživljamo stresne okoliščine, zelo velik izziv lahko za nas kot celoto, vključno z našimi možgani, kako torej oblikovati ustrezne vedenjske odzive, zato da bomo prebrodili izzive in dobro izšli iz njih. Zdaj, ena od teh stresnih okoliščin, ki jo trenutno doživljamo, je tudi omejevanje socialnih stikov. Se pravi, ljudje smo družbena bitja. Kako to omejevanje socialnih stikov dojemajo naši možgani? Kaj se dogaja v njih? Saj jaz ne bi želela pretirano te napake delati, da jih razdvojujem od celotnega ostalega organizma, ne? Tako kot sem prej rekla. Vse izzive rešujejo možgani v kontekstu telesa, znotraj katerega so bili rojeni in so sprejemali vse informacije do tega trenutka. In dejstvo, da smo se znašli v dramatično spremenjenih okoliščinah glede prav tega faktorja, ki ste ga omenili, socialne izolacije, predstavlja seveda en nov izziv, ampak stališča tega, kako pač informacije o tem, kaj se z nami dogaja, dosegajo naše možgane. Socialna izolacija v okoliščinah, v katerih se večina izmed nas nahaja, ni bistveno drugačna od ostalih stresnih razmer. Če doživljamo okoliščine, v katerih ne moremo biti skupaj z drugimi ljudmi, ne moremo videti nasmehov na obrazih, se ne moremo nekoga dotakniti, objeti, izkazati naklonjenost in jo tudi pravzaprav doživeti. Potem so to pač preprosto primerljive okoliščine vsem drugim procesnim stresorskim situacijam, na katere se imamo pa možnost odzvati
na različne načine. In v duhu optimizma, ki nam ga narekuje tole naše današnje druženje, bi želela predvsem seveda spodbuditi vse, da izrabimo te iste možgane, ki nam omogočajo to, da se pravzaprav razmeram prilagodimo tako, da jih znamo na nek način oceniti kot začasne in kot svojevrsten izziv za to, da se jim prilagodimo z takim vedenjem, ki nam bo omogočalo, da iz krize in tele izolacije pravzaprav pridemo ven okrepljeni in z neko novo odločnostjo, da smo življenju kos. Pravzaprav mislim, da imamo to možnost, večinoma seveda. Drugače je za vse tiste med nami, ki imajo morda v trenutnih razmerah poleg osamljenosti še izrazite strese povezane z pač osnovnim preživetjem, kjer gre v bistvu za izgubo službe in porušenje vseh elementov socialne varnosti. Tam ne bi želela delovati kot nekdo, ki na zelo akademski ravni diskutira o tem, kako so te hude okoliščine priložnost za osebno rast. Treba se je zavedati, da ne gre zgolj za to, kako lahko posameznik izrabi svoje možgane in vse sposobnosti za to, da krizo prebrodi, ampak moramo v bistvu razmišljati tudi o tem, kako lahko kot družba poiščemo ustrezne rešitve. Kako pa po vašem mnenju lahko kot družba, kaj bi morala družba trenutno narediti, da bi lahko pripomogla k iskanju teh ustreznih rešitev? Ste me našli. Zdravnica per fox na medicini, nevroznanstvenica, ki je bolj vajena gledati v možgane in podrobne celične fenomene opazovati, kot naslavljati velike družbene izzive. A veste, izognila bi se temu, kar pravzaprav pelje v neko direktno spopadanje z morebitnimi dosedanjimi napačnimi strateškimi odločitvami politike, in bi želela predvsem izpostaviti tisto nekaj, kar se lahko vsakdo izmed nas loti narediti v svojem mikrookolju, kar lahko naši neposredni okolici izboljša kakovost življenja in seveda na nek način kot vzorec tega, kako rešujemo probleme v trenutnih okoliščinah, morda tudi z neko viralnostjo širi v širše okolje. Da skratka zmanjšujemo neznosen priliv izjemno stresnih in mešanih informacij, ki nas dosegajo prek različnih informacijskih poti. Da poskušamo ubežati temu, da pač smo ves čas pod strašnim stresom teh informacij in da poiščemo vzvode, prek katerih lahko poskrbimo za lasten duševni mir, za lastno zdravo spopadanje z stresnimi okoliščinami in da poskrbimo za to, da so tisti, ki so od nas odvisni, opremljeni z neko komponento našega zaupanja, varnosti, sposobnosti, da z majhnimi koraki en problem za drugim rešujemo. In pravim, v mikrookolju ustvarjamo razmere, ki bodo majhnemu številu ljudi hkrati pomagale zdržati in prebrodati situacijo. Omenili ste stres, Maja, pa poplavo informacij. Tukaj imamo že eno vprašanje tudi našega gledalca oziroma gledalke, kako pa v tem kaotičnem času vzpostaviti red v tem kaosu, ki se nam dogaja v glavi? Ja, tukaj ne morem, disclaimer je na mestu, da ne morem govoriti zdaj kot strokovnjak za to,
kako se spopadati z kaotičnim prilivom informacij in zmešanimi navodili, ki jih dobivamo. Rekla bi, da sama ubiram to pot, da preprosto zmanjšujem hrup, ki me dosega. Jaz nimam ves čas prižganih različnih medijev, ki bi me bombardirali z informacijami. Pogledam novice enkrat tekom dneva in me informirajo, ampak sicer imam pa na nek način za svojo duševni spokoj in sposobnost pravzaprav preživetja nujno potrebo, da si zagotovim okoliščine, v katerih lahko poskrbim za to, da je moji družini postreženo z vsem, kar nujno rabimo za preživetje, in da na koncu dneva pravzaprav imam občutek, da je v tistem mojem mikrookolju, o katerem sem prej govorila, vendarle bilo narejeno vse, kar lahko rečem, da sama lahko naredim, zato da smo ohranili zdravje in še en dan preživeli z občutkom, da smo mu bili kos. Prekomerno izpostavljanje informacijam in pravzaprav srkanje raznolikih nasprotujočih si stališč in pogledov na to, kaj se z nami dogaja, nam pravzaprav onemogoča tisto ekvilibriranje, ki ga moramo kot neke vrste akrobati na razpeti vrvi biti sposobni izvajati. Ohraniti sposobnost, da se osredotočimo na naloge, ki so pred nami in da jih lahko maksimalno dobro opravimo. Se pravi, čim bolj objektivno sprejemanje informacij, ne? Smo sposobni objektivnosti. Vsi jih lomimo skozi prizmo predhodnih izkušenj in svojih kognitivnih pristranosti. Ampak ja, se pravi, ne bi želela delovati preveč akademsko in ne bi po drugi strani želela svojih lastnih izkušenj nikomur dajati kot zgled. Iskreno rečeno se iz dneva v dan sama borim. Ampak jemljem pravzaprav te širše okoliščine, v katerih smo se trenutno znašli, in moje specifične življenjske okoliščine, ki so se močno poslabšale. Ker imam recimo, če se že o možganih pogovarjamo, tudi v svojem domačem okolju izzive povezane z hudo napredovalo možgansko boleznijo, z demenco. Skrbim za nekoga, ki je od mene odvisen in se zavedam vseh teh elementov stresa, ki jih prinaša nora situacija, v kateri živimo. Ampak drugega, kot da poskušam iz dneva v dan najbolje streči vsem potrebam, ki jih imajo moji najbližji, in s tem tudi dobim občutek, da jaz zmorem narediti, kar je potrebno. Iz tega pravzaprav vedno znova izvira nek občutek potrditve tega, da delam prav. In tudi up, da bo torej luč na koncu tunela enkrat prišla. Ampak najdete to motivacijo, ne? Kaj pa na primer pri vseh tistih, ki to motivacijo izgubljajo? Kako naj se pa oni spet motivirajo svoje možgane, da bojo lahko potem pripravljeni razmišljati v to smer? Poiskati je treba tiste elemente, ki nam vlivajo pogum in občutek, da bomo zmogli. In pravzaprav enega recepta za čisto vse v resnici ni. Smo si tako zelo različni, da pravzaprav drugega, kot da rečemo, da mora človek zase in za svojo specifično situacijo poiskati prave odgovore na vprašanje, kaj je tisto, kar ga vleče lahko iz dneva v dan naprej. Drugega odgovora nimam. Če si človek, ki potrebuje stike z ljudmi, zato da lahko prebrodi vsako krizo, potem poišči način, da si kljub tem okoliščinam v stiku z ljudmi. Sej so, tako kot smo se zdajle dobili, tudi nekatere tehnološke rešitve, recimo zasilno uprit temu. Če rabiš samoto, jo pa lahko v teh okoliščinah maksimalno dobro izrabiš, ker ti dajo vsi lahko mir. Se pravi, čim bolj poslušati svoje notranje potrebe in pač v skladu s tem potem delovati tudi, ne. Kaj pa prej ste, Maja, omenila demenco, pa starejše ljudi, pa tako, ne. Predvsem starejši
ljudje so trenutno v zelo veliki stiski. Pa nekateri v bistvu že kar nekaj so navajeni samote, brala sem, da je več kot 60% starejših že tako osamljenih, kaj pa ostali, se pravi naše babice, tetki. Kaj lahko storimo, da smo jim v tem trenutku v največjo pomoč? Preden smo se dobili na povezavi z vsem občinstvom, smo malenkost klepetali o tem, da nam tehnološke rešitve ne ponujajo vseh tistih nujnih odgovorov, ki bi jih ta hip rabili. Zaradi tega smo dejansko v situaciji, ko marsičesa, kar bi morali, ne moramo narediti. Dementni ljudje in starejši, ki so itak precej sami, so v trenutnih okoliščinah dejansko na več načinov ogroženi. Tako kot sva že prej rekli, ne samo zaradi bolezni, ki nam je pokazala, da pravzaprav je ta del populacije tako zelo ranljiv, da so najvišje smrtne žrtve ravno v skupini starejših občanov, ampak zato, ker takrat, ko jim poskušamo pravzaprav omogočiti, da preživijo, je to tesno povezano z izolacijo in samoto. In če bi obstajale tehnološke rešitve, ki sem jih prej omenila, ki bi nam omogočale, da babico in dedka prek nekega ekrana na virtualni način obiščemo vsak dan in da smo z njimi lahko tudi takrat, ko fizično nismo tam, bi verjetno to tudi lahko okoliščine njihovega življenja pomembno spremenilo. Ampak v trenutnih razmerah je zelo velikokrat tako kot je na primer v mojem primeru, da nekdo, ki je na drugi strani, za kogar bi želel poskrbeti, da ni sam in izoliran in ki ga tudi ne želiš okužiti, zato nisi fizično veliko z njim, ne more uporabljati te tehnologije in mu dejansko niso na razpolago poti, po katerih bi lahko ostal povezan z okoljem. In pravzaprav mislim, da se izkazuje, analize bodo še sledile po koncu pandemije, kako zelo izrazito smo padli na tem izpitu kot sodobna družba v celoti. Podobno, kot smo se prej pogovarjali, pa je tudi pri otrocih. Kako pa otroci sprejemajo to situacijo, se pravi, to spremenjeno novo realnost? Spet disclaimer, nisem poseben strokovnjak za pediatrično nevrologijo, psihiatrijo in psihologijo. Tudi sama pravzaprav z velikim zanimanjem berem literaturo, ki šele nastaja, ker tovrstnih okoliščin, kot so trenutne, v resnici človeštvo od začetka prejšnjega stoletja ni poznalo in takrat so bile globalne družbeno-ekonomske razmere, informacijska situacija bistveno drugačni, kot so sedaj. Se pravi, v resnici gremo kolektivno skozi eno novo izkušnjo, iz katere šele sproti potezamo neke zaključke, ki nas bodo nadalje informirali. Ampak, če bi rekla, tisto, kar se mi zdi meni osebno najbolj pomembno, je to, da pač otroci v veliki meri doživljajo trenutno situacijo skozi prizmo dogajanja znotraj družine. In pri tem, ko se seveda soočajo z izzivi pouka na daljavo in z odsotnostjo vseh tistih stikov, ki so normalno pač pomenili zanje in telesno aktivnost in emocionalno in angažma, ki je bil strašno pomemben za njihov razvoj. In ko tega vsega ni, je potem to domače okolje lahko bodisi varna luka, kjer nam starši pravzaprav lahko pomagajo zares se spopadati s temi izzivi, ali pa v kolikor sami niso sposobni dovolj dobro reševati vsakodnevnih problemov in še celo porabljajo veliko energije za to, da se hudujejo čez vse, kar je narobe, ker ne morejo iz svoje kože, lahko strahoten stresor za otroke, ki jim seveda krni še tiste osnovne sposobnosti, s katerimi bi se sicer lahko spopadali z izzivi pouka na daljavo.
Še eno vprašanje sva dobili, Maja, na to temo, ki sva ga delno sicer odgovorili, delno pa ne, kako pomagati otrokom, sploh mladostnikom, se pravi tistim verjetno, ki so zdaj v puberteti, ki še posebno potrebujejo druženja, dogajanje in tako naprej. Ja, saj odgovori so pravzaprav zelo podobni odgovorom za vse ostale družbene skupine. Včeraj me je recimo na skupščini društva Sinapsa nekdo vprašal, kaj je to, kar lahko strokovnjaki morda še naredimo za to, da bomo bolnike, ki bi si želeli ostati povezani s svetom, pa v tej izolaciji tega ne zmorejo, kako jim pomagati za to, da se lahko udejstvujejo. Pravzaprav niti ni to vprašanje za strokovnjake, to je vprašanje za vsakega izmed nas, poiskati načine, kako vendarle ohranjati socialne stike. Jaz sem v svojem normalnem življenju pred pandemijo zelo rada plesala, ker mi ples zelo veliko pomeni. Gre za glasbo, gre za kognitivni trening, gre za gibanje, gre za socialne stike. Ničesar od tega ni v trenutnih razmerah. Pa vendar, obstajajo možnosti, da se prek interneta v nekih krogih povežemo in da sočasno igramo glasbo in da poskušamo pravzaprav vsej ohranjati svoje lastne sposobnosti gibanja na to glasbo, ki nam bodo potem na neki točki vseeno v oporo pri boljšem plesu v paru ali v skupini. Izzivi so res drugačni kot prej, ampak ja, naši odzivi na to ne morejo biti taki, da pač poskušamo skozi okroglo luknjo pravokotnik not oziroma kvader not zabiti. Se opravičujem, hotela ste nekaj vprašati. Ne, želela sem samo dodati, da se očitno da, se pravi tudi v dani situaciji najti načine, da moramo poiskati načine, preko katerih lahko delamo stvari, ki nas veselijo, stvari, ki nas izpopolnjujejo in tako naprej. Še eno zanimivo vprašanje smo dobili, ki sem ga želela tudi sama vprašati, in sicer Jureta zanima, ali kot znanstvenica verjamete v meditacijo, čuječnost in kako to vpliva na možgane? Ne bi rekla, da je vera pravi odgovor. Imam pa osebne izkušnje s tem na zelo začetniški ravni in iz te osebne izkušnje bi rekla, da meni osebno lahko ta čuječnostna meditacija precej pomaga odpreti pot v neko bolj pomirjeno eksistenco. Ni pa to tisto, kar bi želela posebej poudarjati, ker pač moja osebna izkušnja je moja izkušnja. Lahko povem, da literatura znanstvena na to temo eksponentno raste in da dejansko znanstveni izsledki podpirajo pač ugotovitve, da te osebne izkušnje slonijo na nekih spremembah v možganih, ki so pravzaprav v prid neki, recimo, večji odpornosti uma na izzive, ki jih prinaša vsakodnevno življenje in včasih tudi bolezenske spremembe. Tako da Se pravi, ja, vsekakor vsaj nekaj minut dnevno, koliko priporočate? Vsak sam bo našel ta pravo mero zase in tudi to, kako bo to počel, kdaj, oziroma tudi že na to osnovno vprašanje, ali mu je pravzaprav ta strategija blizu in jo želi osvojiti in pravzaprav si z njo pomagati preživeti. Ker zagotovo pa to ni recept, ki bi vsakomur dal odgovore na vprašanja, kako. Kaj pa še eno vprašanje imamo, in sicer spet glede tehnologije. Breda sprašuje, če ste mislili oziroma prej, ko ste komentirali tehnologijo in to, da jo moramo približati starejšim, če ste s tem mislili, da smo padli na izpitu in da bi morali starejši populaciji bolj približati tehnologijo.
Do neke mere ja, ampak mislim, da to ni specifično za odnos do starejših v naši družbi. Mislim, da že spet se bom sklicevala na svoje izkušnje pač prfoksa na medicinski fakulteti. Jaz vem, da kljub temu, da nekatere tehnološke rešitve uporabljamo zdaj v teh spremenjenih razmerah, nismo tam, kjer bi morali biti, ko se ponašamo, da smo v 21. stoletju, da imamo pač odgovore na izzive sodobnega časa. Veliko problemov je z učinkovito komunikacijo, katere samo en del predstavlja recimo poučevanje, ne, na fakulteti, na srednjih šolah, osnovnih šolah, da celoten nov sklop, ki ga predstavlja pravzaprav komuniciranje z starejšimi ali pa z otroci v naših življenjih, ko ne moramo biti skupaj. Vse vidimo, do kakšne mere pravzaprav rešitve, ki so nam na razpolago, kot je tudi tale videokonferenca, pravzaprav ne potešijo vseh potreb, ki jih imamo za učinkovito komuniciranje. In rešitve, ki jih ponujajo nekateri, recimo tehnološko napredni centri v tujini, vključujejo tudi recimo robote, ki so humanizirani in sposobni izražanja nekih čustvenih odzivov kot agense za komunikacijo s starejšimi v domovih za starejše občane. Zdi se mi, da pač so to neke poti, po katerih se išče rešitve, mislim pa, da še nikakor nismo pri ta pravih odgovorih na vprašanje, kako zares to speljati. In tukaj se bova pa navezali še na Olgino vprašanje. A mislite, da bomo tudi naprej ostali tako zelo odvisni od tehnologije in kako bo to vplivalo, kako ta porast uporabe tehnologije vpliva na naše možgane? Jaz sem pravzaprav prepričana, da alternativne poti ni. Zdaj gremo v to smer na vseh frontah pravzaprav. Na račun avtomatizacije delovnih procesov se spreminja potreba po delovni sili, na račun teh novih komunikacijskih medijev smo tudi takrat, ko smo skupaj, zelo velikrat na telefonih in takrat, ko smo bili v živih stikih, sem velikokrat v recimo lokalih opazovala ljudi, ki so sedeli skupaj za isto mizo, pa so uporabljali tehnologijo za stik z nekim tretjim okoljem, namesto direktnega pogleda iz oči v oči in komunikacije z ljudmi, ki so jih obkrožali. Mislim, da nas je pravzaprav razvoj tehnoloških možnosti prehitel v smislu razvoja sposobnosti, da to s pridom uporabljamo v korist preživetju. In mora družba, po moje, do neke mere še le dozoreti, zato da bomo tehnološke rešitve lahko uporabljali bolje. Maja, še eno vprašanje sem vas želela vprašati, in sicer za veliko ljudi je zdaj vsak dan postal veliko bolj monoton. In znano je, da če stvari postanejo monotoni, da naši možgani kar malo zaspijo. A je to res? In kako jih spodbuditi, če ja? Rutina je po eni strani lahko ubijajoča, po drugi strani je pa čudovita priložnost, da nekatere stvari zavtomatiziramo in si s tem odpremo možnost za to, da izpolnimo proste kapacitete z nekimi novimi izzivi. Tako da zastopam to vprašanje, da lahko zgleda dan dnevu enak in preveč monoton, ampak dajmo tle to čudovito kapaciteto domišljije izrabiti za to, da poiščemo neke nove izzive. Ne vem, v začetni fazi epidemije vem, da je vzniknila strahotna aktivnost na področju peke kruha v domačih pekarnah. In potem se je pač marsikaj se je dogajalo skozi vse to obdobje, kar kaže na to, da ljudje investirajo svoje sposobnosti v neke nove
izzive in jim poskušajo biti kos. Ampak tudi peke kruha se naveličaš, se pravi, moraš najti nekaj drugega, kar te motivira. Tle drugega kot zaupanje v neizmerno moč domišljije, da najdemo neke nove izzive iz dneva v dan, ne vidim kot rešitev. Jaz se zelo opravičujem, Nina, če pravzaprav moji odgovori so zares čisto nevezani na mojo osnovno profesijo, ampak so tako nekako usmerjeni predvsem v neko tako interpretacijo lastnih življenjskih izkušenj. Ne, vsekakor super. Kaj pa ne, zelo je znana ta delitev možganov, se pravi na levo racionalno polovico, na desno kreativno polovico. Ljudje, že odkimavate z glavo, ne, tukaj vidim, da boste že razložila, zakaj. Vam dam kar besedo. Obstaja nekaj, čemur radi rečemo neuromiti. In kar pravzaprav pomeni neka uveljavljena prepričanja, ki so nastala kot posledica neučinkovitega sporočanja znanstvenih izsledkov javnosti, kot neke poenostavitve, ki se jih v bistvu recimo znotraj tega dela znanosti, ki ga jaz nekoliko poznam, poskušamo ne samo izogibati, ampak vedno znova potem razlagamo, zakaj te prehude poenostavitve niso v prid razvoju in tudi temu, da bi zares dojeli tisto raven znanja, ki jo imamo o tem, kako možgani zares delujejo in da bi se navduševali nad tem, kako funkcionirajo. Ta zgodba o levi in desni možganski polovici, ki sta si tako različni, ne, kot ste prej rekli, izhaja pravzaprav iz res časa pred sodobnim razumevanjem tega, kako pravzaprav nevralna omrežja, ki povezujejo obe možganski polobli, dejansko funkcionirajo kot celota. Tako da mislim, da jih lahko pustimo za sabo skupaj z mitom o tem, da uporabljamo samo 10% možganskih kapacitet in podobnimi trditvami, ki ne vzdržijo resne kritike, ki niti ne rabi biti poglobljena znanost. Samo malo več razlage rabi, zato da vemo, da temu ni tako. Moje vprašanje se je sicer potem naprej navezovalo na to, no, če ta kriza, v kateri smo se znašli, po drugi strani pa spodbuja kreativnost v naših možganih. Še enkrat bom rekla, pravzaprav vsaka nova situacija, v kateri doživljamo okoliščine kot izzive, ki jih še ne poznamo in na katere se moramo zdaj nekako na novo odzvati, je čudovita priložnost, da izrabimo svoje kreativne sposobnosti. In pri tem bodo sodelovali tako obe možganski polobli velikih možganov, kot tudi mali možgani in preostalo naše živčevje skupaj z celotnim telesom, kamor pripadajo. Tako da, ja, je priložnost za kreativnost. Ampak ne moramo samo čakati, da se zgodi. Ampak moramo biti zelo proaktivni, ne? Ja. Imate kakšen konkreten nasvet, kako v teh časih, pa še potem v časih, ki sledijo, trenirati naše možgančke, se pravi, da bomo z njimi vsak dan telovadili, ne vem. Eno je to, na primer, da se gre teči vedno po drugi poti in take stvari, se pravi, imate kakšen konkreten nasvet, s čim lahko to še dosežemo? V smislu skrbi za zdravje možganov poskušamo recimo znotraj našega društva in projektne ekipe Zdrav duh v zdravi glavi prek spletišča zdravaglava.si nekako organizirati aktualna znanstvena spoznanja v majhne paketke informacij, ki jih poskušamo deliti z javnostjo prek nasvetov oziroma interpretacije znanstvenih spoznanj o prehrani za zdravje možganov, o gibanju, ki je ravno tako sestavni del higienskega načina življenja in skrbi za zdravje celotnega telesa in možganov, ustreznega počitka, se pravi spanja, in še tistega, na kar ste morda najbolj neposredno ciljali zdajle, ko ste rekli, jih izvati v smislu kognitivnega treninga, umovadbe, specifičnih načinov, kako z umovadbo eventualno pomagati ohranjati zdrave in
zmogljive možgane. In zadnja kategorija, prek katere poskušamo tudi nekako organizirano podajati informacije, je tisto, kar ne sodi v prve 4, pa še vedno je pomemben del našega življenja, vse tisto, kar sodi v izrabo prostega časa za regeneracijo in za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Se pravi, znotraj teh rubrik bi povabila pač tudi vse vaše udeležence, da morda pogledajo, kaj sproti poročamo in kar bomo v prihodnje še tam objavljali, ampak zagotovo je čez vseh teh 5 področij možno iz dneva v dan narediti še malenkost več in bolje, kot smo, recimo, ukolikor smo padli v neko rutino, ki je še deprimirajoča ob vsem, tako kot ste prej sugerirali, da pač smo ujeti v rutino in nam postane pravzaprav vse skupaj veliko breme, ne, je treba uiti. In je možno z neko uporabo obstoječih informacij v individualiziran recept, ki nam ustreza, kaj je pravzaprav tisto, česar v življenju nimamo dovolj, česar imamo preveč, kako to prilagoditi lastnim uporabniškim potrebam. Mogoče lahko samo še enkrat poveste, kje lahko gledalci dobijo te informacije, bomo seveda z veseljem delili. Trenutno torej organiziramo podajanje informacij na spletišču zdravaglava.si. In ravno pripravljamo novičnik, ki bo prvič izšel in bo vseboval nekaj ključnih izbor informacij od tod in še dodatne informacije o delu drugih v slovenskem prostoru, ki na teh istih temah, torej pristopih za krepitev zdravja in ohranjanje zdravja delajo paralelno z nami. Želeli bi namreč, tako kot so naši možgani povezani, tudi mi pravzaprav aktivno povezati mnoge akterje v slovenskem prostoru in pomagati javnosti priti do znanstveno podprtih informacij o tem, kaj je dobro za zdravje in kako se tega lotiti. Super, sicer pa, kot ste omenili, vsekakor ne boljše preventiva kot pa kurativa. Kako pa pri naših možganih ugotovimo, da gre mogoče nekaj narobe, ne? Da niso v najboljši formi? Pač naše lastne izkušnje iz dneva v dan so tiste, ki nam seveda povedo, če kaj ne štima. En najpogostejših problemov oziroma motenj v delovanju možganov je recimo glavobol. Če nas glava boli, težko karkoli zares začnemo delati in rešujemo probleme. So pa seveda tudi druge mnogotere motnje v delovanju možganov, ki pravzaprav med kroničnimi neprenosljivimi boleznimi v sodobnem svetu predstavljajo največje ekonomsko in socialno breme, ki zaradi naraščanja starosti prebivalstva in povečane pogostnosti teh bolezni z napredovalimi leti, torej starostjo, dejansko samo še raste to breme. Zaradi tega je pač dobro, da se tega zavedamo kot širšega problema. Naš osebni stik z motnjami v delovanju možganov je pa pač seveda specifičen za to, v kakšnih okoliščinah živimo in kaj so vse okoliščine, ki lahko privedejo do bolezni. Prej sem govorila o glavobolu, vi ste morda mislili na kakšno pešanje spomina oziroma kognitivnih funkcij, ki govori v smer demence. Jaz bi omenila depresijo, ki v teh razmerah prav posebej prihaja v ospredje, pa že pred okoliščinami, v katerih smo se trenutno znašli, recimo v nekaterih okoljih v Združenih državah in pa v Angliji, je depresija med mladostniki že dosegla in v nekaterih okoljih presegla recimo vzrok, najpogostejši predhodni vzrok za odsotnosti iz šole, ki so bile poškodbe in pa na drugem mestu nekaj časa astma. Depresivna, ja.
Ko te prve znake zaznamo, se pravi, kaj priporočate, obisk zdravnika ali kakšne druge ukrepe? Tle me pa izzivate kot zdravnika zdaj, kako lahko svetujem za ukrepanje. Jaz mislim, da ni prav, da prek pač spleta poskušam deliti kakršnekoli podrobnejše nasvete. Če imate občutek, da se res nekaj čudnega dogaja v kakršnem koli oziru, da je načeto vaše zdravje, ja, je edina prava pot nasloviti ta hip očitno elektronsko sporočilo na svojega zdravnika in se poskušati posvetovati nadaljavo, ali pa dogovoriti za nek termin obiska v živo in potem pogovoriti o tem, če gre za tovrstne probleme. Je pa marsikaj možno, verjetno v trenutnih razmerah, tudi interpretirati kot učinek stresa in stresnih okoliščin in potem poiskati nekoga, s komer se lahko pogovorimo in popijemo kavo nadaljavo. Vsekakor, se pravi, vsekakor vztrajamo pri tem, da je boljša preventiva kot pa kurativa in da moramo skrbeti, da bodo naši možgani preko vseh različnih orodij in funkcij ostali v najboljši formi, Ja, toliko bi rekla. Prej ste že na samem uvodu rekli, da so eden najpomembnejših organov. Jaz bi mogoče samo vse vaše gledalce spomnila na to, da so resnično edinstveni, zaradi tega, ker srce znamo presaditi, jetra lahko presadimo, pljuča lahko presadimo. Možgani, rodimo se v bistvu z potencialom, ki pa ga moramo skozi skrbno gospodarjenje s tem čudovitim potencialom pravzaprav razvijati skozi vse življenje. Do konca ostaja njihova karakteristika plastičnosti, kar pomeni, da se skozi izkušnje dejansko učijo in krepijo. In zato toplo priporočam poudarjeno, preudarno gospodarjenje s tem potencialom in skrb za njihovo zdravje. In jaz mislim, da je to odlična misel za konec današnje kave. Maja, hvala lepa, ker ste delili z nami vse te vaše izkušnje, vse te vaše poglede. Zagotovo smo dobili marsikakšno zelo koristno informacijo. Pomembno je, da skrbimo za naše možgane, delili bomo vašo povezavo do informacij in najlepša hvala, ker ste bili z nami danes. Najlepša hvala pa tudi vsem vam, dragi gledalci, ki ste nas danes spremljali in veselimo se, da se vidimo na naslednjem Coffee to Connect. Hvala lepa. Hvala.